Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Zmeraj, kadar pride jesen ali pa kakšno slabše vreme, me kar nekaj gledalcev zasuje z idejami, da bi bilo treba nabaviti kolesarski trenažer. Kakor vidimo, je prišel oktober, tako precej oblačno in vetrovno vreme je, približno 19 stopinj Celzija. Kar precej prometna cesta. V bistvu je danes zjutraj padal še dež, ampak zdaj so pa glavne ceste že toliko suhe, da lahko naredim svoj trening, in sicer imam predpisane 3 ure v coni 2. V takih pogojih človek seveda hitro pomisli na kakšne alternative in ena od njih je kolesarski trenažer. Na internetu sem prebral kar precej razlogov, zakaj kupiti trenažer, vam bom pa povedal tudi svoje razloge, zakaj ga jaz ne bi kupil. Ena prednost, če imaš doma trenažer, je sigurno ta, da lahko takoj začneš z vadbo. Bruto in neto čas vadbe sta zelo blizu in gotovo je čas oblačenja in ostalega napravljanja krajši, kakor pa oblačenje za kolesarjenje zunaj. V stanovanju lahko zmeraj kolesarite v najmanjšem in najtanjšem poletnem dresu, medtem ko morate za ven oblačiti še dolge rokave in dodatne plasti oblačil. Praktično ni vam treba niti tuhtati, kam boste šli, kako dolg bo krog, a je treba mogoče dati kolo v avto pa se kam odpeljati, se zmeniti s kom in se tam čakati. Vse to pri trenažerju odpade. Vi se samo usedete in začnete goniti. Druga dobra stvar je ta, da ni prav nobenih vremenskih vplivov. Ti si zmeraj noter na suhem, na toplem, nobenega dežja, nobenih sunkov vetra. Naslednja prednost je ta, da boste lahko vozili brez prekinitev in brez vpliva prometa. Nobenih krožišč, semaforjev, kakšnih izsiljevanj ali pa nevarnih prehitevanj, nič od tega ne boste imeli na trenažerju. To sigurno vpliva tudi na vašo varnost, saj na noben način ne more priti do prometne nesreče ali pa kakšnega drugega padca. Zdaj, ko tudi sam izvajam vadbe v conah srčnega utripa, šele vidim, kako težko je najti pravo cesto za take treninge. Lih takrat, ko bi mogel imeti jaz kakšno cono 4 vožnjo na moč, je v dejanski naravi spust, takrat, ko bi mogel počivati v coni 1, imam pa neki vzpon. Pri trenažerju se vam kaj tazga ne bo zgodilo in tam lahko zelo strukturirano vadite v svojih conah srčnega utripa in pa tudi v conah moči. No, sej to se lepo vidi že pri meni. Danes, ko imam vožnjo v coni 2, sem praktično obsojen na to italijansko ravnino, ker kakor pride kakšen vzponček, puls takoj naraste v cono 3 ali pa celo 4. Zdaj tukaj iščem kakšne manj prometne ceste, bom pa itak od spodaj v opis videa dal potem link od cele ture na Stravi, da boste lahko videli, kje sem se vozil. Pa še tako je, da na trenažerju lahko kadarkoli odnehate. Pa ne zdaj, da bi odnehali, zato ker ne bi mogli ali karkoli, ampak saj veste, pride kakšna stvar vmes, kakšen nujen telefonski klic, enostavno stopiš dol s trenažerja in greš pod tuš. Če dobim tak klic jaz, ko sem nekje v Trstu, imam še 2 uri, da sploh pridem domov. Zadnje čase je kolesarjenje na trenažerju tudi precej zanimivo in atraktivno, ker pač obstajajo te pametni trenažerji in te igrce, ko potem na televiziji izgleda, kakor da voziš pravo dirko. Vidim, da je tega zmeraj več, ker fantje tudi na Stravi potem objavljajo, kako so vozili s pomočjo aplikacije Zwift. Ja, same dobre lastnosti. In kakšni so potem lahko razlogi, da jaz, taka starokopitna duša, tega še nisem nabavil? Za začetek moram reči, da razlog ni cena. O cenah ne bom govoril, zato ker vsak kupuje z drugačnim denarjem, tako da to se vsak posebej odloči, ali mu taka stvar sploh pride v poštev pri njegovem proračunu ali ne. Prav tako lahko povem, da sem imel doma sobno kolo, kolesaril sem pa tudi na spinningu v fitness centru, tako da bo pač moja ocena precej pristranska. Ena stvar, ki me precej odbija, je duhamornost. Kolesarjenje noter v sobi
ali pa v nekem fitnessu je zelo, zelo duhamorno, zelo, zelo dolgočasno, naporno za možgane, čas nikamor ne teče, minute se zdijo, da so dolge kakor ure. Sej vem, zdaj boste rekli, sej je Zwift, sej so te igrice, ko ti popestri vožnjo, vadbo. Ja, razumem vse to, so, ampak jaz nekako se ne vidim voziti preko televizijskega ekrana. In še nekaj vam povem, jaz tistih kilometrov si ne bi pisal v letno statistiko. Evo, enostavno jih ne bi. Saj vem, da ti Strava to upošteva in da ti šteje, kude si res vozil, ampak jaz osebno to ne bi štel za tiste kilometre, ki jih naredim na cesti. Tako pač mislim. Druga stvar je ta, da doma nimam ta pravega prostora za trenažer. Nimam neke sobe, kjer bi ta trenažer lahko bil postavljen in kjer bi jaz lahko izvajal svoje vadbe. Zdaj najbolj primeren prostor bi bil v dnevni sobi, kjer imam televizijo, tako da bi lahko potem uporabljal tisto igrico, ampak to ga moraš potem pospraviti. Ne morem ga pustiti tam cele dneve, da bo stal sred dnevne sobe in oviral ostale. Zdaj, če moraš pa to pospravljati nekam v kot ali pa v omaro, pa je pa že nerodno. Vseeno pa lahko rečemo, da bi bil prostor še najmanjši problem. Tam v dnevni bi imel v kakšnem kotu in za čas vadbe bi jo postavil na sredino pred televizor. Kot en problem vidim tudi hlajenje. Prepričan sem, da v dnevni sobi po zimi fajn zašvicaš, ne moreš voziti direkt pod klimo, težko je voziti pri odprtih balkonskih vratih, tako da mislim, da je kar nerodno. Poleg tega tisti znoj pada direkt dol na tvoje kolo, ki ga moraš po vsaki vadbi temeljito očistiti, da ti ne začne na kakšnih vijakih in spojih rjaveti. Da je to problem, sklepam tudi potem, ker če greš kupovat kakšen trenažer, zmeraj vidiš zraven, da ponujajo tudi take ščitnike za znoj, da ti švic ne kaplja direkt dol na okvir. Je pa res, da ti ni treba skrbeti, da ti bo zmanjkalo vode v bidonih, in tudi vem, da je moja žena dovolj prijazna, da bi me vmes nežno hladila s kakšno pahljačo, ampak ne bi me hladila celo uro ali pa dve. Še ena taka problematična stvar, ki jo vidim jaz, je hrup. Na drugi strani stene v naši dnevni sobi živijo pač sosedje in jaz mislim, da če bi eno uro drsal trenažer, bi oni gotovo od tega kaj slišali. Zdaj eni pravijo, da so tej trenažeri precej tihi oziroma da so zmeraj tiši, ampak ko sem gledal na internetu, povsod ponujajo zraven te odspodi te zaščite, da daš na tla, zato da se zmanjša hrup. Tako da jaz predvidevam v vsakem primeru, da neki hrup seveda je, v vsakem primeru pa podlago kupite, zato da ne boste uničevali laminata, parketa ali pač kar imate po tleh. In potem imam še en pomislek, za katerega nimam neke realne osnove, ampak meni v glavi se tako zdi, da bi to znal biti problem. Nisem namreč prepričan, koliko se kolo uničuje na trenažerju. Zato, ker na cesti se ti s kolesom giblješ naprej, tako na trenažerju je pa vse skupaj precej statično in se mi zdi, da pride do raznih bočnih sil, kjer se okvir ukrivlja levo in desno, enako velja za osi, pogonski sklop. Tako da nisem prepričan, kako to vpliva na kolo, oziroma imam občutek, da mu lahko škodi. Poglej, po 2 urah vztrajne vožnje bom imel na koncu še sonce. Seveda, in potem je pa še ena stvar, ki nikakor ne spodbuja k nakupu trenažerja, in to je vreme. Pač vreme na Primorskem je res super, precej toplo, zime so mile, dejansko lahko kolesarimo celo leto. Kdor želi, lahko tudi v dežju. No, kar se dežja tiče, gotovo lahko rečem, da nimamo kakšnih takih strašnih poplav, kakor smo jih videli drugje po Sloveniji. Tako da moram potrkati po lesu. Zaenkrat z vremenom tukaj res ni bilo problema. In to je gotovo eden od razlogov, zakaj se dosti ljudi potem ne odloči za nakup trenažerja, ker ga pač enostavno ne rabiš. Sem pa prepričan, da če bi jaz živel v Ljubljani oziroma nekje v notranjosti Slovenije, da bi trenažer skoraj gotovo imel, ker si enostavno ne predstavljam, kako bi izgledalo to, da konec oktobra prospraviš kolo v klet in ga do marca ne potegneš ven. Vsak, kolikor toliko resen rekreativec, mora migati tudi malo po zimi in kaj lepšega, če to lahko naredi v udobju svojega doma. Zato jaz na noben način nočem, da bi izpadlo, da sem proti trenažerju, oziroma da smatram, da je nakup brez veze. Ravno nasprotno, zelo dobra in koristna naprava,
Za tiste, ki imate pomisleke, sem pa naštel nekaj svojih razlogov, kaj se zdi pač osebno meni. Jaz imam pa zdaj še za odpeljati 1 uro v coni 2, tako da se bom na tej točki poslovil. Hvala vam za vse všečke, za vse komentarje, za nove in stare naročnike. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!